Ok, a smo več ali manj vsi prišli nazaj, tako da nadaljujemo z našim popoldanskim delom. Tukaj so revije, Suzi si rekel, da je kje? Tamle, čez so Suzi revije, tako da si lahko vzamete, so pa pozabili dati v vrečko. Tukaj je pa še Maja, naša bajželj za moj planet, za otročke, tako da za velike otroke. Odlično. Je prinesla, tako da lahko kaj prelistate, kaj lepega odkrijete. Ste se najedali, v redu, vse štima, malo pokramljali, poklepetali, super, lepo. Založba Kiara vas obvešča, da lahko knjige dobite po ekskluzivnih cenah, tudi samo danes, tako da vabljeni potem tudi ob zaključku programa, da prijete tukajle, pa malo pokukate, če je kaj za vas. Tako da, zdaj bi pa šli kar naprej z našo naslednjo gostjo, ki je dr. Tina Košir, torej mentorica za osebnostno zorenje, učiteljica meditacije in celostne joge. Že od leta 2015, torej s programi Pot navznoter s Tino Košir, sopotnice in sopotnike na notranji poti torej spodbuja k prijateljevanju s seboj in življenjem s pomočjo čuječe, celostne joge, meditacije in raznolikih pristopov samoraziskovanja. Svoje delovanje doživlja kot ustvarjanje srčnih daritev, namenjenih prebujanju notranje modrosti, miru, radosti in sočutja. Kar 12 let je bila ena od sovoditeljic oddaje Knjiga mene briga, v kateri se je ob zanimivih knjigah pogovarjala z izjemnimi sogovorniki. Ljubezen do umetnosti, literature in humanistike jo je navdihovala pri delu povezovalke kulturnih prireditev. Po diplomi iz primerjalne književnosti in filozofije se je posvetila doktorskemu študiju indijske filozofije, da bi poglobila razumevanje starodavnih duhovnih izročil. Po doktoratu iz filozofije nedvojnostnega tantrizma je kot raziskovalka proučevala poezijo indijskih mistikinj. V okviru izobraževanj za učitelje joge z različnimi šolami in centri sodeluje kot predavateljica zgodovine in filozofije joge. Tokratna tema oziroma naslov današnjega pogovora bo Zaživi zanosno, v oklepaju ne samo znosno. Torej nekaj iztočnic najnega pogovora, kako zaživeti prebujeno iz srca, torej kar je naša oddaja, oziroma današnji dogodek, prebujeno srce Slovenije. Torej, da stanje budne živosti ni samo začasno in prehodno, temveč trajno. Kako prebuditi, prepoznati srčni zanos kot izraz našega notranjega vodstva? Kako zbrati in ohranjati moč za življenjske korake v smeri prebujene pristnosti? Kako se soočati z negotovostjo, dvomi, strahovi, ki se pojavljajo na vsaki pristni poti? Kako svoje darove ponesti v svet in ohranjati notranje ravnovesje, ne glede na odzive okolice? To je zelo pomembno, ohranjati notranji mir, ne glede na to, kaj se dogaja zunaj. To je zame prava duhovna rast. Torej, Tina nam bo predstavila tudi posebne vaje, ki jih bo seveda predala iz svojega srca, tako da jo kar povabimo na oder. Dr. Tina Košir, pozdravljena. Živja, kako si? Super, odlično. Evo, takole, odlično. Takole, mogoče malo muziko v zadju, malček zmanjšamo, toliko, da bo najin pogovor, da bodo dobro slišali. Kako vas je lepo videti in čutiti vse. Najlepša hvala, da sem lahko tukaj z vami. Hvala, Dejan, za krasno povabilo. Ja, res, ker smo se že pogovarjali po telefonu, res ta tvoja energija, ta tvoja srčnost, Kaj da bi vedeli, da si od Mance hčerka. Da me niso zamenjali. Da te niso zamenjali. Mi smo že prej srčnice brali z neba do dna, kot sem omenil, da Manca je z nami v duhu. A lahko eno odprem? Kje se odprem? Dej, ni na ključi, Nuna. Zanimivo. Čaroben vrt s pisanimi grmi vrtnic. V njem se sprehaja črno oblečena Nuna.
Rodila se je pred 60 leti, morda več. Ko govori, ima glas 15-letnice. Je takrat prišla v samostan? Se je čas ustavil, ko je vanjo vstopila luč? Pravi, da nima načrtov. Zanjo načrtuje on. Njen obraz je milo lep. Oči ji žarijo. Zakaj ji ne bi verjela, da je v objemu Boga? Le zakaj ne? Tako globoke, tako presežne, a ne? Tina, kako zaživeti prebujeno iz srca? Torej, da stanje budne živosti ni samo začasno, temveč trajno. Tu se verjetno vsi mi tukaj sprašujemo, a ne? Ja. In se mi zdi, da že samo, da se tu sprašujemo, pomeni, da so nam lahko tudi odgovori dani in da jih začutimo v svojem srcu. In tale en vers iz te pesmi se me je ful dotaknil, a ne? Da ne načrtuje, da v bistvu namesto nje načrtuje on z veliko začetnico, ta božanska energija, življenje. Kar se ne izključuje nujno s tem, da mi ne načrtujemo navzven, ampak da tisto noter v srcu, s čimer smo povezani, da je to tisto, kar vodi in da naš razum temu sledi. In verjamem, da vsak človek v srcu nosi, da vsako bitje v srcu nosi iskro božanskega. In da se ta iskra javlja v življenju kot zanos. Zato sem dala najnemu pogovoru ta naslov, saj jaz to tako čutim. Kaj je zanos? To besedo sem izbrala zato, ker se da lepe besedne igre iz tega delati, pa več o tem malo kasneje. Ampak v bistvu v stujko je tudi ena lepa beseda entuziazem, kar pa dobesedno pomeni iz grškega izraza enteos, kar pomeni v Bogu. In pomeni, da je v bistvu začutimo ta entuziazem, v bistvu občutek, kako je takrat, ko se čutimo povezani s to božansko silo, kakorkoli jo imenujemo ali pa ne imenujemo. Lahko rečemo Bog, lahko rečemo vesolje, lahko rečemo ljubezen, lahko rečemo presežno, sveto, karkoli, lahko pa tudi nič ne rečemo. Se mi zdi, da eni ljudje lahko iskreno to živijo, ne da bi to kakorkoli poimenovali ali v kakršnokoli škatlo ali pojem. In da vedno ta sila nekako v našem srcu prižiga iskro, ki jo čutimo tako kot žar v vsem telesu. In da je ključ do tega prebujenega življenja to, da vsako jutro znova se vprašamo, kaj je tisto, kar me dela živo, kaj je tisto, kar budi to iskro, kaj je tisto, ob čemer začutim resničen zanos. In moja izkušnja je, da ravno ko se navadim, pa se mi zdi, da sem na konju zdaj stvarmi, da sem zdaj malo osvojila te zanose, recimo, ne? Se prebudi nek nov zanos, ki me vodi v ZOS. Ja, tole, kar sem bral, ne, to je kar zanimivo. Kaj je to ZOS, ne? In kako zdaj iti čez? Se noben verjetno noče tam prstati, ne? Še manj pa, da bi namerno rinil van, ne? Kako ti to doživljaš, pa vidiš? Ja, moja mantra, ne, za premujeno življenje, ko rečem, je, v bistvu to sem se en dan, ko sem si kavo kuhala, glih pred jogo, kjer vedno imam neke začetne nagovore, tudi na teh mojih urah, in gledam ZOS in ZOC in se mi je tako porodila ta besedna igra, da je treba iti v življenju za nosom, z zanosom, v ZOS in pogumno skozi. Wow, bravo. In kaj to pomeni? Ne? Za nosom, ne, nos je simbol v bistvu tudi te naše instinktivne narave. V bistvu, ko se povežeta, se mi zdi in instinkt in intuicija. Ne? Za nos v bistvu jaz povezujem s tem srčnim, božanskim, nos s to našo instinktivno naravo, našega divjega bitja tudi. In to dvoje se poveže in kam nas pelje, vedno znova v ZOS. Se pravi, ven iz neke cone poznanega, gotovega,
ZOS jaz imenujem karkoli, kar si rečem, kaj mi je bilo tega treba. In se mi zdi, da če si to rečem večkrat na dan, je to znak, da sem na pravi poti, da živim prebujeno. Zato, ker... Da imamo pač izzive na poti, pomeni, da nekaj pač delamo prav, da se pač osvobajamo starih vzorcev, konceptov, iluzij, da nismo v coni udobja, ampak da gremo onkraj. Tako, in ves čas se bo pojavljala neka negotovost. Zato, ker tukaj še nismo bili. Če sledimo res temu, kar nas vodi, nas to vodi vedno nekam, kjer še nismo bili, in postati bomo morali za to nekdo, kdor tudi še nismo. In včasih je, oziroma veliko časa je to izjemno strašljivo. Tako da potem ni vprašanja, da nas ni strah. V bistvu se mi zdi, da tisto, če sledimo temu zanosu srčnemu, nas je skozi malo strah. Mene je bilo tudi strah, da on sam pridete. Se mi je zdelo, kakšnem zosu se bom znašla. Vedno imam trema pred nastopi. Ampak potem ta zanos tega, te energije, ki sem čutila, da je tukaj in da bom lahko tukaj z vami, greš v ta zos. Greš pa greš skozi. In potem greš skozi, tukaj pri vas ni težko. In se mi zdi, da to vedno znova in znova in znova. In nekako v življenju, recimo zame je pač, recimo celostna vadba joge, pa to, da sem rada veliko naravi in tako, je to tisto, kar prebuja nekako modrost vseh ravni bitja. In če sledim temu, se vedno znova znajdem v zosu. In največkrat je to potem vprašanje, velikrat imamo občutek, da tukaj se bojimo, tudi v Sloveniji se mi zdi sploh napak, pa tega, da bi nam spodletelo, pa kaj bodo pa drugi rekli. Zato se bojimo tega zosa. In da imamo potem občutek, da če smo se zdaj znašali v zosu, smo pa nekje zašli. Ampak je v bistvu ravno obratno. V bistvu zos je del tega, če mi sledimo svojemu zanosu, temu, kar nas res kliče, kamor res nas božanska energija usmerja, se bomo vedno znova znašali v zosu, zato ker bomo morali preseči sami sebe. In to ni napaka na poti, to je najpomembnejši del poti, ker skozi ta zos bomo zoreli in zrasli. Tako se me zdi in tako k temu si želim spodbujati sopotnike in sopotnice. To je to, kar rečemo, ni pomemben cilj, ampak pot. In kdo postaneš na tej poti, v kaj se mogoče prebudiš. Še ena mi je taka lepa misel, ki sem jo večkrat naletela, enkrat, ko sem bila res v hudem zosu v življenju in je rekla, in sem si jo zavedno zapomnila in pravi, v bistvu sem našla angleški prevod, čeprav od enega judovskega misnika, let me fall if I must. The one I will have become will catch me. Se pravi, naj padem, če moram, kajti ujel me bo tista, ki bom postala med tem. Pa zdaj še nisem. Torej, zaupanje, da bo ta bodoči tvoj jaz, bolj resnični jaz te ujel in da ne boš padla. Ta zdajšnji jaz pade, ampak to, kar še nismo, nas bo ujelo. Tako, ful močno. Kako v bistvu ti ohranjaš to ravnovesje, ta stik s sabo, bova rekla, joga, meditacija, verjeten, a še kaj, mogoče kar uporabljaš kot neke vaje, kot neke strategije, bova rekla, da si v stiku s svojimi potrebami in svojim srcem. Vedno znova se to spomniti, karkoli za kogarkoli deluje, tudi, ne vem, skupnost takole čudovitih sobiti, vedno znova se mi zdi, nas podpre v tem, kar smo in nas napolni. Tako da, recimo, ena vaja, ki jo zelo rada delam, pa mogoče zdaj kar samo za minutko naredimo skupaj, če ste za. Je v bistvu se mi zdi, da ena stvar, zaradi katere dobimo pogum za zos in s katero pridemo v stik s tem zanosom, je, če dobimo zavest, da lahko vedno v sebi ustvarimo zatočišče. Jaz temu pravim zatočišče ali pa zavetje. Skratka, da nikoli se ne more zgoditi nič takega, da bi to naše notranje zavetje ne bi izdržalo.
Včasih se nam morajo zgoditi zelo hude reči, zato da ugotovimo, da to zavetje še vedno drži. Ker se takrat ni treba, ne da skriti nikamor pred življenjem kot noter in takrat šele lahko začutimo, koliko je svetlobe, koliko je ljubezni nas čaka v nas samih. In kadarkoli se lahko v to vrnemo. Tako da vas vabim, da samo za trenutek lahko imate oči odprte ali zaprte, kakorkoli vam prija, pa da se lahko namestite tako, da vam bo, jaz nimam primernega oblačila, da vam se hotela biti lepa za kdaj, ker mi je bilo jasno, da smo čakali pred garderobom, ampak rezultat je vreden tega. Hvala. Jaz zdaj sedela s prekriženimi nogami, kot je v obleki. Vi pa kar udobno, tako da brez skrbi. Vi se lahko bolj razkomodite. Ampak tudi, če smo kdaj v takih oblačilih, se s časoma navadimo, da tudi v tem lahko vse najdemo zavetje. Torej, mogoče naravnamo hrbtenico, sploh če nam je to domače. Pa če vam prija, lahko položite dlani na srce ali pa na srce in trebuh. Ali pa tudi ne, če vam ne prija. Lahko samo s pozornostjo se majčkeno spustimo v to, da začutimo stik s sedežem in s tem, kakšen čudež je pravzaprav, da nas to podpira, da smo mi zdaj čisto podprti, ko sedimo. In pod nami so tla in čutimo kar jasno v stopalih stik s podlago. In če imamo roke na trebuhu, v srcu, lahko začutimo, kako smo na varnem v svojih rokah. In tudi če nam to ne prija, lahko samo čutimo svoj dih, kako teče. In kako smo na varnem v svojem zavedanju. Kako smo tukaj, zdaj, v stiku in podprti. In lahko v mislih z ljubečo naklonjenostjo samo zaželimo sebi, naj mi bo dobro. Naj bom zdrava, srečna, mirna, zdrav, srečen, miren. In naj bo vsem bitjem dobro. Naj bodo vsa bitja povsod srečna in mirna. Kako čutim, kako se ta namera dobrega širi iz srca v neskončnost. In kako nas ta neomajna moč ljubezni, ki nas vse povezuje, mrežo bivanja, drži in podpira. In ni naključje, da smo zdaj tu. In da točno tu, kjer smo, je najbolj pravi čas in kraj. Zato, kar je v naše najvišje dobro. In tega nas nikoli nič ne more oropati. Tega nikoli ne moremo izgubiti. In če to vemo, če nas ni strah, da nam bo spodletelo, če si samo za hip predstavljamo, da ni nobenih omejitev, ki sicer mogoče so, ampak zdaj v tem trenutku jih lahko odmislimo. Kam nas kliče naš zanos, če si predstavljamo,
kaj bi počeli, kako bi živeli, kaj nas kliče. Volimo, da se v našem srcu pojavi ta klic. In ne glede na to, kako izvedljivo ali neizvedljivo se to zdi v tem trenutku, dovolimo, da ta energija tega zanosa napolni naše telo, vse bitje. In kako lahko drobec tega vnesem v svoje življenje. Že zdaj, že danes, že jutri ali mogoče prihodnji teden. Samo drobec, kot seme. In se potem počasi spet vrnem v tukaj in zdaj. Čutim dih, podlogo pod seboj, oziroma sedež pod seboj, to, kako me podpira. Podporno energijo tega prostora, ki zdaj kar množi vse te naše srčne namere, ki se pomnožijo, ko smo skupaj v taki energiji. In potem, kadarkoli smo pripravljeni, lahko odpremo oči in še enkrat to zavestimo, kako ostajamo povezani, lahko vedno in povsod. Lepo. Hvala. Hvala. Krasno potovanje. Ja. Smo se lepo umirila, ne? Solzice milosti, hvaležnosti. Torej, tako enostavno se potopiti vase, se začutiti, ne? Pa samo biti v stiku s seboj. Ja, in velikokrat se mi zdi, da ne zaupamo tem preprostim rečem. Se nam zdi, da moramo na konec sveta, da moramo se poslužiti ne vem kakšnih tehnik, v prisotnosti ne vem kakšnih učiteljev in to je včasih pristen klic zanosa in lahko zelo dragoceno. Samo ne pozabiti, da v vmesnem času so nam dostopne te čist preproste reči, ki so pa tudi tako tako dragocene in lahko naredijo veliko razliko. In tudi, če nekaj čist drobnega samo nesemo v svoje življenje, ne vem, nekdo v svojem zanosu vidi, da bi cel dan samo slikal, recimo, ali pa prepeval, ali pa, ne. Pa je zdaj to nemogoče, ker, ne vem, je v neki službi nekje, ampak lahko pa, ne vem, mogoče imam pa 15 minut na dan, ko lahko rišem, ko lahko pojem, ko lahko Srečen slikam. tudi, če si v službi, pejt na WC, pa zmeditiraj. Ja, Pa si ja. vzem zase tiš časa, Ja, ne? res, Tam ja. te nav noben moto, verjeten. A ne? Ja, in če si tega ne odvzamemo, ne, če si to damo, iz majhnega Tako. potem raste veliko. Tako, in In vsak dan naenkrat si na več. slikarski koloniji. Ja. Odlično. Torej, kako pa narediti naslednji korak v svojo pristno smer? Ne? Kako mogoče ohranjati to vibracijo na daljši rok? Ker sva rekla, da bi predala, kako trajno ohraniti ta stik s to zavestjo. Ja, se mi zdi, da najbolj pomembno je, da si odpustimo to, da ta stik izgubimo. Ker včasih se mi zdi, ne vem, kako ste zahtevni do sebe, jaz sem kar precej in se mi zdi, da zdaj pa v vseh teh letih bi pa že morala biti vse veliko bolj kot sem. Super si. Hvala. In zelo človeško je, ne? Živimo v svetu, kjer je zelo veliko toka v nasprotno smer, kjer zelo veliko informacij, zelo veliko energij nas v bistvu
je prav naštimanih tako, da nas odrežejo od srca, da nas odrežejo od čutenja. In je zelo normalno, da se ta stik v teh hitrem življenjskem tempu, sredi vseh teh informacij, da imamo občutek, da ga zgubimo. In zato se mi zdi tako pomembno, da imamo nekaj, karkoli to je v naših življenjih, da vsak dan znova pridemo k temu, pa da imamo druge ljudi, podobno misleče, ki se medsebojno lahko spodbujamo. Takrat, ko nekdo mogoče se mal zamaja v kakšnem dvomu, pa nekdo drug mečkan bolj zažari. Ali pa velikrat je tudi tako, da dvomi drugih, jih veliko lažje odpodimo kot svoje. Tako, glih z Ljubo Katarino so se prej pogovarjali tamle, pa smo si rekli, joj, glih imam kako vprašanje, pa vidim nekaj, pa ti objaviš nekaj na Facebooku tacga, ki mi glih odgovori, In to se velikrat tako zgodi, da drugmu lahko damo to svetlobo. So te sinhronicitete tudi, ne? Dost. Tako, ja, to itak sinhronicitete so ful čudovita stvar. Ampak tako, da drugmu damo neko svetlobo, ki jo včasih sami sebi, tudi če sami sebi ne moramo dati, lahko jo pa damo drugim in drugi jo dajo nam. In to se mi zdi tudi v tem predprazničnem času, ko poskušamo prižigati svetlobo, lučke, te metaforične in dejanske, da je to tudi pomembno, kako smo lahko drugemu luč. Kaj pa recimo skrat narišem to spiralo življenja, ne? Ta Fibonacci, pa se potem malo zavrtiš, zaciklaš na nekem nivoju, ne? Pa ne moreš naprej, pa potem se dvigneš na nov nivo, pa spet malo padeš. Torej, a boš zdaj šlo samo gor, ali kako je to, kako ti vidiš to? Ja, meni se zdi, da nekako so oni lušni mimi na Facebooku, pa na Instagramu. Moja ideja, kako bo od tukaj točka A, točka B. Kako bi na šum hotel, ne? Kako je realno. Točka A, greš malo proti točki B, pa se tako malo prideš, pa tako pa ena zvozlancija, ampak sčasoma prideš na točko B ali pa nekam, kjer je še boljš. Tako da ta točka B je zato, da te pokliče na pot, ampak potem je pa pot tista, ki najbrž šteje. In zanos je v bistvu zato, da nas pokliče na pot in da nam da zagon za to pot. Potem se bomo pa srečevali z našimi izzivi in z vsem ostalim, kar nas čaka, in v bistvu je to res smisel poti. In tako kot si ti rekel, mogoče bodo prišla razočaranja, mi nočemo biti razočarani, ampak v bistvu umrle bojo samo tiste iluzije, ki je pomembno, da se jih naša duša osvobodi, zaradi tega, da bo lahko živela še več čarobnosti. In da bo lahko še bolj osvobojena. Torej te ovoje moramo sleči, te čebule, olupati plastine. Saj se mi zdi, da nam je življenje kar prijazno. Ja, nam kar pomaga, da se fajn osvobajamo raznih iluzij. Odlično. Kaj pa pot celostnega zorenja? Gre skozi 3 faze, praviš, v različnih obdobjih, v mini različici pa vsak dan. Jaz sem si to tako nekako, imam zelo rada se igram z besedami, kot ste zdaj mogoče opazali. In sem si rekla, jaz tako rečem, ko moram reči, kaj recimo vidim kot smisel te neke trajne poti, da je to neko celostno zorenje. Seveda je rast, seveda je razvoj, ampak s to rastjo pa razvojem je včasih problem glih takrat, ko imamo občutek, da smo v zosu, ali pa kot si ti rekel, da po tej spirali pridemo nekako nazaj in označimo te dele svoje življenjske poti kot mogoče slabe. Ampak pravzaprav v zorenje gre pa zorimo skozi vse. Včasih še bolj zorimo takrat, ko smo na dnu, kot takrat, ko smo na vrhu. Zakaj ti meniš, da je temu tako? Da ljudje rabimo lekcije, rabimo malček trpeti, zato da se spremenimo. Zakaj je še vedno tako, kaj bi rekla? Ja, pojma nimam zakaj. Ja, dobro vprašanje, bom še malo razmislila, pa če se do konca spomnim, ti povem. Ampak meni se zdi tako, da gre recimo
Da vedno znova jaz pravim, da so tako te tri, kakor sem si dala nekako te tri etape na poti, zatočišče, ognjišče pa s plamenom na plan. Torej, da najprej to zatočišče, kakor smo ga delali, ne, da si vzamemo nek čas, da pridemo v stik s sabo, svojo globino, svojim notranjim zavetjem. In potem, ko smo v stiku s sabo, je tako, kot da se noter v nas prižgejo ene iskre. Lahko se prižgejo tudi kot posledica tega, da smo v stiku z nečem v življenju, kar v nas prižge neko iskro. Skratka, v nas se nek plamen prebudi in ta plamen zažari. In ta plamen želi se deliti med druge. In nas bo poklical tudi na vrhove, da gremo s tem plamenom na plan, a ne? V svet in delimo ta plamen. In potem, ko bo ta plamen v tej obliki opravil svojo nalogo, ali pa, ko se bomo mi malo trudili že od tega žarenja, a ne? Je pomembno, da spet najdemo pot navznoter, spet v zatočišče, spet v zavetje in spet obudimo ta notranji žar in potem spet stopimo s plamenom na plan. Ne? In po svoje gre to, jaz tako prav vidim pri sebi, imam take cikle, ne? V bistvu, ko sva snemala oddajo najno, ne? Takrat je bilo zame glih eno tako obdobje, sem si prav vzela par mesecev, ko nisem delala, ker sem ful čutila, da rabim se od vsega zelo odmakniti in prav začutiti ta svoj notranji plamen. Ne? Zdaj je recimo pa bilo eno tako obdobje, eno leto ful delovno, ful usmerjeno navzven, ful tega plamena na plan, ne? In zdaj spet me malo tako kličejo bolj ta notranja zavetja. Tako da jaz čutim, včasih rečem, da sem tako kot reka ponikalnica, gre malo pod zemlje, pa nove minerale nabere, pa potem spet ven. Ja, prej je tudi Jasmina rekla, zdaj ta čas teme, čas iti navznoter, počivati več, ta stik s seboj, da potem spet na pomlad razcvetimo, da se spet odpremo še bolj. In se mi zdi, da zorenje, tako kot v naravi, ima vse te cikle. Mi smo pa danes zelo tako, mogoče tako usmerjeni, da se nam zdi, da če bi bili na pravi poti ali pa če smo božansko vodeni kakorkoli, da bi morali skozi samo više, hitreje, močneje. Ne? In to se mi zdi, da nas lahko, mogoče komu tudi gre, pa je za koga tako naravno, krasno, ampak jaz zelo čutim te cikle v življenju in se mi zdi, da vsak del tega cikla je enako dragocen in včasih ne vemo, zakaj, kakšni vse darovi se skrivajo v temi. Ja, točno to, to darilo te teme, te zakladi, ki so tam, ko presežemo te svoje sence, rane, bolečine in ko se osvobodimo tega, koliko smo bolj odprti potem, koliko smo bolj zavestni, bolj prisotni. Jaz vidim to kot v bistvu en način, da gremo lahko globi v sebe, ker če bi nam bilo vse fajn, če bi bilo vse super, verjetno se človek ne bi obrnil vase, kaj meniš? Večinoma se ne. Zdaj ne vem. Čeprav jaz mislim pa tudi to, da po eni strani, tako ko gledam življenje, nas življenje v zorenje velikrat vabi z radostjo, velikrat nas vabi z zanosom, večkrat kot si mislimo. Pa ne vidimo, kdaj. In se mi zdi, da sploh tukaj pri nas v Sloveniji smo ful skeptični do zanosa in ful skeptični do entuzijazma, do ljudi, ki žarijo to energijo. Recimo, jaz, ko sem rasla ob mami, kakršna je, sem ful skozi poslušala tako za hrbtom, kaj ti pa ta misel, da je tako, in je veliko pač te zadržanosti do te energije, ki se upa postaviti, ki se upa izraziti, ki si upa žareti, ki si upa živeti. In se mi zdi, da zato smo skeptični velikrat do radosti, ko krčeš preveč dobro, da bi bilo res. Se pravi, čim je neki dober, to že ni res, treba se življenje ni poticati. Ali pa si ne zaslužimo dobrega, moš trpeti. Treba se je matrati. Vzorci, no pain, no gain. Ampak ni se treba skozi samo matrati. Se mi zdi, da če nimamo tega programa, če malo osvobodimo se tega programa v glavi, pa se lahko veliko manj matramo, kot bi se sicer. Se življenje vsakmu prinese lekcije, tudi skozi bolečino. Ampak neverjetno veliko se lahko naučimo tudi skozi radost. In jaz tako, ko vidim, tudi ko delam z ljudmi, pa tudi ko imam individualne podporne pogovore, pa tako kolikrat, recimo pa tako skozi leta, ko delamo skupaj, kolikrat življenje ljudi povabi skozi radost v rast. Ampak potem, ko zavrnemo ta povabila radosti enkrat, dvakrat, trikrat, pa se pa življenje malo naveliča, pa reče, ok, če nočeš tako, pol pa takole, in pol velikrat, ne vem, pride kakšna bolezen ali karkoli, ali pač neka situacija, ki je bolj boleča, in potem skozi to se človek preobrazi v nekaj, pa potem reče, pa tako, če pogledaš potem nazaj, velikrat pa ljudje vidijo, da je neki prej jih že skozi radost klicali, pa so se bali
tja stopiti, da ne bi izgubili nečesa, kar jim je bilo pa potem itak oduzeto. Pa so bili potem na koncu hvaležni, da jim je bilo. Tako, ne. A ne? A ti tudi tako vidiš pri tem, kakor... Takoj ne vidiš, pa za nazaj, ko pogledaš, pa vidiš, zakaj je bilo to dobro, zakaj se je to moglo zgoditi, da si to naredil, to potezo, ne, in to je to. Ja. Neverjetno. Ja. Torej, kako se sooča s to negotovostjo, dvomi, strahovi, ko to pride, ne, ko ta energija pride, ki te pač preplavi, ne, in če si na pristni poti, ne, kot praviš, seveda vse pride. Kako iti čez to? Si v glavnem skozi v negotovosti. Jaz pravim, da je treba zelo ločiti med negotovostjo pa izgubljenostjo. Negotovost je, ko ne veš. In spet, če si na poti, ki je pristna, pomeni, da je edinstvena, pomeni, da za njo ni nekih dokončno izdelanih zemljevidov in kaži potov, ker jo šele ti utiraš in da velikrat ne veš, kako se bodo stvari šle in kam bo šel naslednji korak. In to je v bistvu negotovost, v bistvu vem, da ne vem. In zdaj, čim si ne dam programa, da bi pa morala vedeti, potem lahko s tem sem. Izgubljenost je pa nekaj drugega. Izgubljenost je pa, ko sem pa jaz temu pravim za razliko od zosa, si pa lahko v zocu. Zoc je pa, ko se odrežemo od zanosa velikrat, se pravi, zanos, radost nas nekaj pokliče in nam so rekli, ko smo bili majhni, ne vem, si želimo peti, si želimo risati. In so nam rekli že tokrat, ne vem, učiteljica likovne vzgoje nam je enkrat rekla, da mi pa ne znamo risati. In mi zdaj še pri 50-ih smo prepričani, da to ne smemo niti probati, ker nismo dovolj dobri. Velikrat tako so take stvari nas ovirajo, pri tem, da bi sledili zanosu ali pa kaj večjega, ne? In se odrežemo od tega, a ne, nimam časa za to, so druge stvari pomembnejše, kaj pa boš s tem, da vse, kaj ti je kdo rekel, kdaj. Torej vsi vzorci sekajo. Vsi vzorci in se odrežeš od radosti, se odrežeš od zanosa in potem lahko živiš življenje, ki je zelo poštirkano, ki je zelo po regalcih, ki navzven zgleda zelo uspešno, zelo tako točno vsi, kot so rekli, da mora biti vse kljukce so narejene. Ampak noter je pa občutek neizpolnjenosti. Enega kot zoca, kot da živiš življenje, ki je čudovito, ampak je življenje nekoga drugega. To pomeni, da ni živiš sebe, ampak pač na podlagi programov, vzorcev, družbe, kulture, staršev in tako naprej. Ne? Ja, in takrat je lahko velika gotovost, točno je jasno, kaj je treba narediti, da se to življenje vzdržuje. Ampak je pa izgubljenost. Ker biti izgubljen pa pomeni točno vedeti, kaj bo naslednji dan, točno vedeti, kaj moraš narediti. Ampak vedeti, da to ni tvoja pot. In potem bežimo v vse možne stimulanse, da bi to pozabili. Da bi pozabili to, da to nismo zares mi. In velikrat potem nas ustavijo kakšni življenjski dogodki, ki nas v bistvu prisilijo se s tem soočati. Se soočimo, ja. Ampak recimo, kako zdaj prebuditi, prepoznati srčni zanos kot izraz našega notranjega vodstva? Jaz imam eno ful ljubo prakso, ki jo delam že res skoraj 20 let. To je, da se skozi pišem te stvari. In je zelo zanimivo, recimo, da si pišeš ob čem, kaj te oživlja, ob čem, recimo, greš ob koncu dneva skozi dan, v katerih situacijah, kaj si delal, s katerimi ljudmi si bil, kakšen odlomek v knjigi si prebral, kaj, kar ti je prižgal to iskro, da ti je bilo nekaj, kar ti je bilo zanimivo. Kaj te kliče, recimo to vajo, ko smo zdaj delali, se mi zdi, jaz jo kar delam redno, ker včasih vsak dan, včasih par mesecev tako orang, da si prav napišem stvari. In potem pa te neki občutek pogovora z neko notranjo modrostjo meni zelo pomaga pač joga, meditacija, da pridem v stanje tega miru, kjer začutim ta glas tega notranjega vodstva in to, kako vedno, ko to vodstvo pride, kako je občutek nekega miru pa neke ekspanzije, neke širitve zavesti. Ampak potem je to velikrat usmerja nekam, kjer pa zdaj spet, ali moram se odpovedati nečemu, čemur se nočem, ali moram nekaj drugega se spet naučiti, kar se mi ne da najbolj. Ne? In velikrat, recimo sem v življenju prav tako probala, da sem si napisala, kaj zdaj vse te stvari so, kam bi jaz šla, če bi si upala. In potem se rekla, ok, si ne upam, pa ne bom, pa bom zdaj še tukaj, recimo. In potem sem dejansko to tako opazovala skozi življenje. In se je vedno izkazalo,
da ne glede na to, kako zelo se je zdelo v tisti situaciji, to čist neverjetno, je imel ta glas notranje modrosti vedno prav. In ko sem jaz sledila temu raciju in strahovom in to, me je to vedno peljalo nekam, recimo, ali pa pri meni je bilo velikrat tako, da recimo nočem nekoga prizadeti, nekoga razočarati. Ne. To vedno mene in druge ljudi pripeljalo v nekam, kjer potem sem še bolj koga prizadela, še bolj koga razočarala, še bolj se nekaj, kar je bilo čist, se je zdelo, da se bo sigurno išlo, se recimo potem ni, a ne. In pa sem rekla, ok, zdaj, če grem pa res po tej poti zanosa, ne, pojma nimam, kako se bodo take stvari odprle, ne? Zgleda čist brezupno, ampak potem so se stvari vedno na čudežne načine sestavile. Tako da jaz osebno delam eksperimente s tem in priporočam tudi vsakmu, ko me vpraša, da začnete te stvari opazovati in potem enostavno lahko rečete, ok, zdaj to bi, če bi si upal ali pa če bi bile okoliščine, ampak zdaj trenutno ne vidim racionalno možnosti za to in ne bom in grem recimo po tej drugi poti in potem vidite, kaj se zgodi in s časoma Sčasoma se naučimo, ne, poslušati sebe. Se bolj kalibrira ta notranji inštrument. A se ti zdi to v redu? Ja, v bistvu, kaj bi ti rekel? S časom v bistvu tako jaz tudi vidim. Ne. Tokrat sem poslušal ne, pa sem dobil po glavi, jaz rečem, ne. Pač nisem slišal intuicije, s časoma sem se pa pol naučil, ne, tako kot si rekla. Kako si se pa ti to naučil? Enostavno pač parkrat sem dobil udarc, ker nisem slišal, nisem, tako je bilo, najprej nisem slišal, potem naslednja faza je bila, da sem slišal, začutil, pa nisem upošteval in sem dobil udarc in potem sem se naučil upoštevati, slišati intuicijo. Ne. In potem je vse lažje, ne. Ker je ta stik s sabo, ker ta višja inteligenca, itak smo vodeni vsi, ne. Kakorkoli naš misel pa komplicira, pa nekaj pameten se dela. Ne. V resnici mi smo vsi vodeni in če zaupamo temu višjemu vodstvu, pa je lahko življenje bolj lahkotno, bolj tako srčno, odprto. Ne? Ja. In tako čutiš, da nekaj še je, kar je više od... Kar deluje skozi. Kar deluje skozi nas. Nismo tako sami v tem zosu. Tako, nikoli nismo sami. Ne? Pravim, vedno imamo to podporo, vedno se lahko naslonimo na to više vodstvo znotraj nas, dušo, zavest, kakorkoli želimo. Ne? Odlično, evo, čas je tako hiter minil, ampak mogoče še 2-3 minutke. Mogoče, če bi karkoli še želela predati ali pa kakšno vajo, karkoli še za zaključek za naše gledalke. Vajo sem kar združila prej. Preberem še eno srčnico. Dajmo. Da še manjca malo, da vidimo, kaj nam pove za zaključek. Tako. Da vidim, kje se odpre. Pa kar mikrofon, Je pa v bistvu se začne z enim verzom iz ene kašmirske pesnice Lale, ki jo ravno jaz prevajam že 12 let, ampak se zdaj bližam koncu tega in v bistvu sem jo začela prevajati, ker sem hotela prevesti pesmi, ki so mi bile všeč za Manco. Potem pa, zdaj bo malo za vse vas, in zdaj je beseda videnje. Naslov je pesmi Videnje, ki se začne z njenimi verzi. Če ga ne vidiš, dokler živiš, ne pričakuj, da ga boš, ko umreš. To lahko velja za Boga, smisel, karkoli. Delaš, se dviguješ po vertikali, da bi se približal najvišjemu. A te življenje zlomi, vrže na tla. Na dnu si ogleduješ črepinje, v katere si se raztreščil. Obupuješ. Počasi začneš dihati globlje, opazovati razbitine. Nekaj se zasvetlika v temi, košček črepinje in še drugi, tretji. Sestaviš se, ker se te je dotaknilo. Zdaj je v tebi dovolj moči za objem sebe in drugih ljudi. Uzrl si in videl. Wow. Nekaj dodatne, oziroma Mali princ, kdor želi videti, mora videti s srcem. V bistvu je v čem nevidno. Nekako tako,
Odlično. Hvala, draga Tina. Zdaj pa Hvala, Dejan, za krasen pogovor in hvala, vprašanje. hvala, In res. samostalje. Ima kdo kakšno vprašanje še? Ja, aplaus. Roka gor, če bi kdo karkoli vprašal. Pa bo Aleks. Tukaj imate zdaj priložnost v živo, ne? Takole, ko smo snemali, niste imeli priložnosti, tako da se kar opogumte, kdor kaj začuti karkoli. Potem vse tiho je bilo. Okay. Potem pa hvala, Tina. Hvala Res še enkrat vsem. Ja, ena malenkost strani naše ekipe zate. Ej. Ja, ja, seveda. Hvala ti res. Všeč. Odlično. Evo, zdaj pa, če imaš čas, pa še kar. Absolutno, absolutno. Super. Se zelo veselim še naslednjič. Odlično, odlično, hvala.